da bi lahko, to je ena od možnih teorij, da bi lahko Janez Drobnič, ki je po svoje, vsaj po besedah večine njegovih strankarskih kolegov razočaran, zlasti zato, ker je moral zapustiti ministrsko mesto, skupaj z gospodom Šrovskom, ki je prav tako razočaran zato, ker je moral zapustiti mesto državnega sekretarja, da bi lahko v teh nekih krogih začeli razmišljati tudi o ustanovitvi nove desne politične stranke. Kaj menite o tem, me zanima? In dva, kaj menite o tem, da Franci Volk pravi, da si pa menda predsednik stranke Bajuk že v Združenih državah išče novo službo v primeru poraza na volitvah? Morda na to zadnje, ki je lažje, to kategorično zavračam. O tem smo se pogovarjali tudi s predsednikom Bajukom, prav za to mizo v poslanski skupini, in se je tej vsebini samo široko nasmehnil. To so pač neke insinuacije, ki nimajo prav nobenih temeljev. Rekli ste nova stranka in da večina strankarskih kolegov, da ga podpira, če sem vas prav razumel. Ne, večina, kako sem že rekla? Članov. Ne, da Štrovs in Drobnič skupaj, da bi lahko razmišljala o ustanovitvi nove stranke. Kategorično tudi Drobnič tega sicer ni zanikal. Je pa rekel, da v tem trenutku res o tem ne razmišlja. Poslanska skupina, jaz osebno zelo težko to komentiram. Kaj bodo gospodje počeli, je seveda njihova odločitev. Seveda pa morajo imeti za seboj zadostno število simpatizerjev in potem ne nazadnje tudi volivcev. Sam mislim, da je, in to je moja osebna ocena, da takšno početje pred volitvami ni smiselno in ne bi privedlo prav nobenim dobrim rezultatom te nove stranke. To bi še kaj govorili z gospodom Drobničem, je kakršnakoli, rekli ste, da on zaenkrat ostaja član stranke in podpredsednik stranke, vam je to zagotovil? Ne, meni osebno ne. In ni pa povedal, da bo šel iz stranke. Jaz nisem bil namreč na torkovi seji vršilnega odbora, kot veste, sem bil v tujini in ne poznam tudi vseh njegovih izjav, ampak on zaenkrat ostaja član Nove Slovenije in tudi visok funkcionar. To bi še vprašala, koliko znese približno pri poslanski plači 5% bruto plače tega dodatka za stranko? Približno. Koliko recimo bi plačate tega na mesec? To je mesečno, ne? Ja, to je mesečno, ja. To je mesečno, vsak poslanec in vsak funkcionar je seveda podpisal izjavo, da potem lahko obračunski oddelek, ki je plače računa, to tudi odvede. To je 5% od neto plače. Od neto plače. Približno? Jaz veste, plače so zelo različne in so tudi javne in jaz vam lahko pokažem mojo zadnje plačilno listo. 150 evrov približno, ne? Čez palec. 150 evrov, ne? Ja, tu nekaj, ja. Zdaj, gospod Janez Drobnič je bil podpredsednik. Je podpredsednik in je bil tudi minister. Vse njegove ideje smo iskreno podpirali v času njegovega ministrovanja, pa tudi sedaj, ko je bil samo poslanec poslanske skupine. Njegove ideje smo predebatirali znotraj poslanske skupine, tudi skupaj z ministrico, ki je bila prej njegova najožja sodelavka. In jaz bi samo pričakoval, da bi magister Drobnič z izjemno velikimi izkušnjami na političnem prostoru v Sloveniji lahko za Novo Slovenijo in za Slovenijo naredil še več. Ali je zdaj obstaja kakšna možnost, da ta ribniški okraj še prost, da bi morda vse od njega potrdil vršilni odbor? To je zelo dobro vprašanje in se zahvaljujem zanj. Izvršilni odbor, naj še enkrat jasno povem, izvršilni odbor ni rekel ne Janezu Drobniču. Če bi Janez Drobnič zdaj svoje obveznosti do stranke, mislim na te finančne obveznosti, poravnal, bo gotovo izvršilni odbor o njegovi kandidaturi razpravljal in kakšna bo odločitev je pa seveda pač v domeni izvršilnega odbora. Pa to zveni tako, kot da si mora Janez Drobnič kupiti poslansko kandidaturo. Pardon, ampak res. Ne. To samo pomeni to, da je Nova Slovenija urejena stranka, ki ima statut in še druga svoja interna pravila, ki jih moramo prav vsi spoštovati. Kdor pa tega ne spoštuje, pa ne razume in ne spoštuje tudi demokracije.